Začenjamo pa zgodbo iz prejšnjega tedna, ki je dobila epilog. Govorimo o kipu poglavarja, sedaj že razpadle države, ki jo marsikdo opisuje kot najboljšo državo na svetu, kar ne gre ravno skupaj z dejstvom, da ne obstaja več. Ampak v petek so namreč nazaj na brezglavi kip namontirali glavo. Ja, zato so poskrbeli vrhunski majstri v obsežni akciji v Velenju. Kje je bil drт noter? Tole je bilo tukaj. In smo ven stopili. Mal je bil poškodovan, ker ni mogel, on je padel na travo, na mehko. Tito je bil vdrt. Ta je bil vdrt. Zato smo ga malo stolkli, da smo ga zravnali. Ampak vam povem, odkar je padel, ni več isti. Odkar smo ga stolkli. Njegov sin na dvigalu ureja še zadnje podrobnosti, da bi se oba dela čim lepše sestavila. V delavnici so jo popravili, vendar zdaj je treba preveriti še, ali se bodo robovi točno stikali, zato da jo bojo lahko zavarili nazaj. Ja, treba ga je bilo poravnati, ne. Ker odkar ga je on odrezal, ne, je glavo ekstremno na desno visela. Ne vem, kako bili ljudje veseli. Če bi namontirali glavo nazaj, pa pol takole zgledal, kot zombi. Veliki Tito. Da ne bo spominjal na kak drug viseči stolp, ker jih je. Naj ga dajo v sredinsko poravnavo, pa amen. Pravi smo ga, očistili smo ga, spod smo poravnali, pripravili smo ene take, kako bi rekel, ploščice, zato da ne bo bežal. Zdaj ga bo dvigalo dvignilo gor, ga bomo nasadili, bo videla, koliko paše, a paše, ne paše. Nekje bomo začeli variti. Ja, opravili smo ga, očistili smo ga, dali smo mu za jest, pa za pit. Zdaj ga bomo prišvasali gor, da ne ubežal, ker Tito rad pobegne. Ampak, kakšna pa je življenjska doba takega kipa sploh? 500 let. Več, 1500. Ja, ni, to je večen material. To, če ni enega pametnega fanta, ki bo to odrezal, ni dela z njim. Ta bi še zmer stal gor. Tito je večen. Tito je večen. Takih kipov ni veliko na svet, a veste to? A ste vedeli, takih kipov ni veliko na svet. Samo ene par jih je še v Severni Koreji, se mi zdi. Pa se pa konča. Dajmo se zdaj počasi pogledati, kako je potekala ta specialna akcija remontaže glave. Ne ve, a je to trailer iz kakšnega zgubljenega Kubrickovega filma ali pa samo tipičen petek v Veleji. V soboto pa je bil zaradi tega že protest na trgu v Velenju in skoraj pretep. Dote napada, še ti krošiš tole v krog. Jaz sem vprašal, pa sem si dal svoje mnenje, kaj zdaj? A se še svojega mnenja bi skupaj izrazil, si me takoj napade, osebno napade. Tam je vrnek spremljaš. A se je kaj začuti, da je v Sloveniji takšno stanje, ko je? Pa še doktor bo drugačno. Pa ne, sam gobec. Ja, sam gobec te je, ja? Ja. Ki boš na tleh ležal, lihkar v švilu, jasno? Jasno? A greš zdaj na pir? Napevaj. No, shod je minil mirno, Tito ima spet glavo namontirano in me prav zanima, kaj mu bojo odrezali naslednje. Zdaj pa pejmo v najlepše mesto na svetu po lepotnih kriterijih prvega Ljubljančana med enakimi. Zonakič. Trudim se pravilno zgovoriti. Ni Zorana Jankoviča, ampak je Zonakič. Župan ima spet težave. Zdaj, to sem zdaj tako povedal, da jih kdaj nima. Medijski pritiski so nanj spet neznosni, povezani pa so z njegovimi pritiski
na uradnike in za izdajo gradbenih dovoljenj. Mislim, lepo vas prosim, a je to slika človeka, ki bi lahko koga pritiskal? Mislim, na koga pritiskal? Ha? Ne. Tudi zaslišali so ga v zelo glasnem primeru C0. Med zaslišanjem je med predsednico komisije Anjo Bah Žibert in županom prihajalo do trenj, Janković pa se je mnogim odgovorom v svojem slogu spretno izognil. Ves čas je trdil, da ima za vse potrebna gradbena dovoljenja, nič neobičajnega po njegovem ni niti to, da njegovi uslužbenci trkajo na vrata ljudi izven delovnega časa. Kako mislite, da se je izognil? Se pravi, da se je izognil, ker jaz njega že nekaj let ne razumem nič več. Se pravi, ga bi bilo treba razumeti, da bi se izognil. Res, ker samo mal. Mi imamo aparat za prepoznavanje govora, ki nam dela podnapise. Še on ni znal razvozrati. Glejte, kaj je dal. Da ste vi politični organ, ker to kažete za meščane, ne. Jaz sem rekel, da to karto ne znam komentirati. To ne bom komentiral, ker to je stroka. Vi ves čas poudarjate, vse zaradi mene mi rečete, da imate med dosti, pa jaz grem, pa si pol obrnite na prebivalce Ljubljane, pa jim razložite, kaj je od teh vaših tole. To je... Slučajno se bi komentiral, če bi za milijon. Ker jaz tudi na Google Translate, če dam Janković to Slovenije, ne pomaga čisto 100%. Ker vse, kar notu pišeš, pride desen kriv, da. Ampak gospod se spozna na kanalizacijo, se spozna na fekalije, če imate jaške doma, ne, če vam curi kaj, pa to, sam njega pokličite. Čim bi se zgodilo, bom rekel, od enega jaška do drugega jaška, da bi nivo fekalij padel, ne, pomeni, da nekje puša, ne, da ne gre več naprej, ne, da lahko takoj zapreš in pogledaš, kaj se dogaja. Imaš robota not. To imaš robota not, ki ti pregleduje vse fekalije sproti, da, ki te robot opozori, če boš drisko, da. Človek bi ga kar vprašal še kaj. Ker je človek marsikatere modrosti. Recimo, dajmo ga to. Kako je, ko greš, oziroma kako je bilo, ko ste šli prvič na pregled prostate? Če čisto rečem, ne, meni ni bilo novega problema, ne. Ne rekel, da je bilo zabavno, ne, ampak dolgčas mi ni bilo, ne. Ma ne zveni slabo. Vem, kaj me čaka. Kaj bi ga še vprašal? Recimo, kaj mu lahko rečemo, če pride k nam domov? Jaz lahko prej spozonim, ne, pa mi rečete hvala lepa, dio. Na kavo ga verjetno ne bi vabil, ne? Če ga puklinca ne razumemo, kaj govori, kaj soš pogovarjal z njim, ga ga už gledal, kimo. Počas zdaj zažublavo baze, da dajo žublavo. A bi župan mogoče nas kaj vprašal? Bom drugače vprašal, ne, vi veste, kaj jaz delam sobote pa nedelje? Štejete denar? Ne vem, oziroma ukvarjate se s problematiko trubačev po Ljubljani. A? Ne vem. Pišite mu pismo, vse vam bo razložil. Mogoče se pa njegove e-maile po drugi strani bolj razume, kot kar govori. Pejmo dalje. Rjavec Karl, teflonski Karl je spet v poročilih. Se ga spomnite? Ja, spet ni tablet vzel. Tokrat se je igral Martina Lutra. Predsednik stranke Zaupanje bo prihodnji torek simbolično zabil 10 tez za prihodnost parlamenta na vrata vhoda v hram demokracije. Rjavec pravi, da gre za javni poziv k novi slovenski reformaciji. Simbolni akt, ki se navezuje na zgodovinski pogum Martina Lutra, hkrati pa predstavlja zahtevo po nujni prenovi slovenskega političnega prostora. Zdaj, kakor jaz vem, so... Kakor jaz vem... A niso Lutra izobčili z cerkve? A niso Rjavca že enkrat izobčili z parlamenta? Očitno mu enkrat ni bilo dost. Je ta teden kakšna zabavna novica iz Štajerske? Brez skrbi, da je.
3 državljanke Kosova so v stanovanju več kot leto dni po akcijskih cenah, ki so jih oglaševali na Facebooku, brez licence in ustreznega strokovnega znanja izvajale lepotne posege. Dobar dan, tam se ulešte. Kaj gledaš? Ja, iglo brišem v kuhinjsko krpu, pa kaj po? Kaj ti jo še razkužim? Pa je po Mariboru iščejo ene par, ki so se ponesrečili, takole zgledajo, če kdo pazi kakšno tako v Mariboru, naj pokliče na biološke odpadke. Kaj se še zgodilo ta teden? To se je zgodilo, promptorji mi vse piše, sem preverjen. Policaji 3 držav so se ta teden srečali na mejnem prehodu Plovanja in si čestitali. Zakaj? Ker tako dobro varujejo mejo, da je šlo letos celo leto čez samo 30.000 ilegalnih migrantov. Tako so se danes slovenski policisti na meji obdarili s hrvaškimi kolegi. Za dobro sodelovanje še naprej na leta. In prav tako za italijanskimi. Lepo. Mene to spominja na policijsko akademijo. In medtem, ko so se obdarovali, so skrbeli za to, da bodo rezultat 30.000 spravili najmanj na 50.000. Ilegalno. To je bilo medtem, ko so si čestitali. Evo. A ni lepo? Pretresljiva novica pa prihaja tudi z obale. Več 100 plenilcev, med njimi morske bike, so v plitvine privabile jate majhnih rib. Strokovnjaki opozarjajo, da je morje med takšnim intenzivnim hranjenjem za kopalce nevarno, pa čeprav so ribe za morske pse verjetno bolj okusne in zanimive. Konec tedna so namreč prebivalci posneli črne in sive morske pse ter morske bike, ki so množično krožili ob obali in se hranili z ribami. V nekem trenutku je bilo v vodi več kot 100 morskih psov. Jaz upam, da je z gospodom Žerjalom vse v redu in da ga niso pojedli morski psi, da mu uspe priti v oddajo. Ne vem, kakšna je situacija na obali zdaj, ampak upamo na najboljše. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.